Dr. Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča, danes ste na Gospodarski zbornici izpostavili na eni strani pomembnost učinkovitosti porabe in na drugi strani k ciljem usmerjen proračun. Kako vi vidite, kako spodbuditi napredek tudi na institucionalni ravni, s kakšnimi ukrepi se lahko Slovenija vendarle izkoplje iz krize? No, to, kar sem danes rekel, prvo treba seveda imeti jasen cilj, ki ga definiraš tako po času kot po obsegu. Potem je treba postaviti indikatorje za merjenje uspešnosti poti do tega cilja, se pravi postaviti kriterije uspešnosti in na podlagi tega torej začeti s procesi, na podlagi katerih lahko v določenih dekadah ocenjuješ, ali si šel v pravo smer ali ne. To je ta teoretičen model, ki ga potem morajo, če hočemo govoriti o RBB-u, to je Result Based Budget ali ciljem usmerjenem proračunu, upoštevati tisti, ki se ukvarjajo z javnimi financami. Ker pri javnih financah, za razliko od gospodarskega dela, se pravi zasebnega sektorja, ne merimo učinkovitost skozi dobiček, ne merimo skozi prihodek, ampak skozi določene elemente, pri katerih država mora delovati in pravzaprav uveljavljati svoje temeljno poslanstvo, to je biti servis ljudem in državljanom. In na ta način, se pravi, pri definiranju ciljev, indikatorjev, potem sem prepričan, da bi prišlo tudi do večjega medinstitucionalnega sodelovanja. Ne po eni strani, če hočete, gospodarstva, okolja, financ, tega javnega sektorja, v sodelovanju tudi z predstavniki gospodarstva, gospodarske zbornice kot predstavnika teh združenj. Po tretji strani potem tudi tistih interesnih skupin, ki se vežejo na uresničevanje posameznih ciljev, in to je tisti ključni element za nadaljnjo uspešnost, torej da vemo, kam želimo iti, da imamo jasne prioritete. Če za mene seveda je najbolj dragocena prioriteta v nadaljnjih 20 let gotovo okolje, v vseh elementih, od socialnega do ekološkega, če hočete, in tudi gospodarskega, in na ta način vezati politike države, ki pa seveda sinergično potegne sodelovanje tudi zasebnega sektorja, tudi gospodarstva, in na ta način pravzaprav bi lahko na mnogih področjih šli bolj, ciljno usmerjeno naprej. Že če govorimo o sodelovanju med visokim šolstvom, med šolstvom in pa gospodarstvom, je to sodelovanje bi lahko bilo veliko bolj ustrezno, zlasti zato, da se pravzaprav gre v izobraževalne programe, ki so zaposljivi. To je samo eden od primerov. Tukaj je področje ekologije, tukaj je področje kmetijstva, tukaj je področje spodbujanja, če govorimo o javnih naročilih, kar smo danes večkrat rekli, se pravi ta ekološka, se pravi ekozelena naročila, so en pomemben generator spodbujanja gospodarstva. Se pravi spodbujanja po eni strani sodelovanja kmetijske proizvodnje, po drugi strani predelovalne, trgovinske in če hočete prehrambene industrije, cel kup dejavnikov se v ta del lahko poveže in deluje sinergično. Ampak jasno je seveda, da mora temeljiti k določenim ciljem, ki so povezovalni. Če pa vsaka od panog deluje posebej za sebe, ne pridemo do težav, tudi v katerih smo lahko danes, torej da imamo več usporednih sistemov, ki potem vsak zase morda tudi delujejo dobro, ampak ni efekta, ni te dodane vrednosti, in tukaj je ta slabost in nekonkurenčnost. Omenili ste javna naročila, danes ste izrekli zanimivo misel, pravniki so ukradli javna naročila ekonomistom in postavili pravzaprav provokativno vprašanje, ali potrebujemo javna naročila, ali so javna naročila dosegla svoj namen? Ja, tukaj bom ostal pri provokativnem vprašanju, ne odgovora. Ravno zato sem to želel izpostaviti, da spodbudim vaše člane, da razmišljajo o teh stvareh, ker jasno je, da vsaka pravila pomenijo manjšo možnost neposrednega dogovarjanja, ampak tisto, zakaj sem to postavil, predvsem zato, ker po tolikih letih, kolikor imamo ta javna naročila, se mi zdi, da nismo nič bliže tistemu osnovnemu cilju pri javnih naročilih, to je pa, da so javna naročila generator gospodarskega, socialnega, ekološkega, se pravi okoljevarstvenega in ostalih elementov razvoja, in da smo pravzaprav se zapletli v eno mrežo formalizmov, ki povzročajo potem težave in naročnikom in ponudnikom in tudi odločevalcem, se pravi revizijskih komisij in potem na koncu tudi nam, posebej še zaradi ne prepričanja, ampak razumevanja, kaj so javna naročila in skozi ta del merjenja učinkov. Ker nekako neko prevladujoče mnenje je bilo, da so javna naročila najnižja cena, kar se je pa pokazalo kot absurd in kot pravzaprav preovira in na nek način v tem primeru tisto, kar tudi dobivamo pri nas za
za razlog, kjer na nek legalen način ti lahko postaviš neomejeno ceno, če se dogovoriš z potencialnim ponudnikom in se torej ne presoja ta element višine, ampak se presoja pravzaprav formalnost in pravilnost postopka. In učinkovitost na tem področju se lahko meri samo skozi del, ne, ali skozi dejstvo, če so javna naročila dosegla cilj, ampak ne v smislu javnega naročila samega, ampak ali je sredstvo, gradnja, karkoli že, ki je bilo nabavljeno skozi sistem javnih naročil, pripomoglo k zadovoljitvi in uresničitvi glavnega cilja. To pa je, če govorimo recimo večja pretočnost na področju avtocest, zmanjšanje prometnih nesreč, če govorimo o nekih, če rečemo, napravah, vozilih in preventivnih elementih, ki jih uporablja policija z določenimi ukrepi na področju zaposlovanja. V glavnem, to so te cilji in javna naročila ne bodo vedno samo orodje.